Test, pozdravljeni. Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nam danes pridružili tu, pa tudi tisti, ki nas danes spremljate prek prenosa v živo. Prihajajoči svetovni dan paliativne in hospic oskrbe, ki ga obeležujemo vsako drugo soboto v oktobru, prav tako pa Slovenski kongres paliativne oskrbe, ki bo dan predtem v Ljubljani, torej v petek, sta namreč odlična priložnost, da se na današnjem srečanju dotaknemo stanja in ureditve paliativne oskrbe bolnikov z rakom v Sloveniji. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da se staranjem prebivalstva in povečevanjem bremena nenalezljivih bolezni, kot je na primer ravno rak, potreba po paliativni oskrbi povečuje. Po podatkih Evropskega združenja za paliativno oskrbo samo v Evropi vsako leto to potrebuje 4,4 milijona ljudi. Slovenija pri tem ni nobena izjema. Potrebuje dobro in razvito mrežo paliativne oskrbe, ki jo v Sloveniji potrebuje vse več bolnikov. Samo med onkološkimi za rakom vsako leto v Sloveniji umre 6.000 bolnikov, specializirano paliativno oskrbo potrebuje med 1200 in 1300 bolnikov in njihovih svojcev. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da mora biti vpeljana vse ravni tako zdravstvenega kot socialnega sistema, ob tem pa prilagojena individualnim potrebam bolnika in svojcev. Kakovostno paliativno oskrbo za vse bolnike z rakom v državi si prizadevata zagotoviti tudi Onkološki inštitut Ljubljana in pa državni program obvladovanja raka. Kako dostopna pa je v Sloveniji paliativna oskrba, kako poteka izobraževanje zdravnikov in kje so tukaj največji izzivi? Na ta in tudi na druga vprašanja bomo danes poskušali odgovoriti z našimi sogovorniki, za katere sem zelo vesela, da so se mi danes pridružili. Ob sebi najprej pozdravljam dr. Majo Ebert-Moltara z Onkološkega inštituta v Ljubljani, specialistko internistične onkologije, ki je tudi vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo, ne nazadnje pa tudi predsednica Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo. Iz zdravstvenega doma Domžale se nam je pridružila direktorica Renata Rajo-Pakse, ki bo tukaj kot glas družinskih zdravnikov oziroma primarne ravni. Glas patronažni dejavnosti na področju paliativne oskrbe bo danes gospa Staša Rojten, ki je tudi predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri zbornici zdravstvene in babiške nege. Ob njej sedi profesor dr. Branko Zakotnik, ki ga poznamo kot dolgoletnega koordinatorja državnega programa obvladovanja raka, sicer upokojenega onkologa. Lep pozdrav. Z največjim veseljem pa pozdravljam tudi gospo Mašo Jelušič, ki je hči bolnice z rakom Katjuše Ziherl Jelušič, ki se nam pa danes žal zaradi slabega počutja ni mogla pridružiti, vendarle bi pa želela z nami deliti svojo izkušnjo za paliativno oskrbo oziroma po postavitvi njene težke diagnoze, pa ji bo pri tem pomagala njena hči, ki bo prenesla njeno sporočilo. Tako da gospa Maša, kar izvolite. Pa prosim, če lahko mikrofon vzamete. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za povabilo. Moram priznati, da je bila mama zelo vesela tega povabila. Zgodi se namreč, da prevečkrat si vsi želimo kritizirati stvari. Tukaj pa je bila v bistvu zelo dobra priložnost, da pohvalimo nekaj, predvsem v našem zdravstvenem sistemu, ker se mi zdi, da mu tudi hvale v zadnje čase zelo manjka in zelo me je zabičala, dala mi je par alinej, kaj se moram povedati, ampak v bistvu njeno glavno sporočilo, kar se tiče paliativne oskrbe, v katero se bomo še verjetno naprej pogovarjali, človek v bistvu kar pade, preden se sploh zaveš, da so tvoji svojci, preden se sam zaveš, da si neozdravljivo bolan. Na lepem padeš v to, preko družinskega zdravnika in preko vseh teh različnih oddelkov in tega na lepem padeš sem. In mama je rekla, da v bistvu po vseh teh izkušnjah, ki jih je imela, se je tukaj prvič počutila varno, prvi se je počutila slišano in vse to v bistvu ona, in tudi jaz mogoče res
tle gre zahvala predvsem ljudem, sestram in zdravnikom, ki so bili kadarkoli na voljo recimo telefonska veza, vse. In predvsem je recimo všeč je bilo poudarila, da moram povedati, da tukaj upoštevajo njene želje. Se pravi, če se ona odloči, ne gremo na to zdravljenje, ne bom teh tablet, ne bom tega posega, to upoštevajo, noben je za to ne zavrne. To je bilo v primerjavi s prejšnjimi mogoče preiskavami in vsemi stvarmi zelo drugačna izkušnja. Poudarila je tudi, da so tukaj ljudje zelo človečni, empatični, topli. Trikrat v enem mesecu je prišla zdravnica na dom, malo več kot enem mesecu. Tako da njena izkušnja, kar se tiče, vem, da tukaj ne bomo govorili o celotnem zdravstvenem sistemu, ampak vseeno ne moramo mimo tega, da ne bi primerjali prejšnje izkušnje s to, kjer je bila razen na primarni ravni družinske zdravnice, kjer je bila izkušnja izjemna, potem na vmesnih res so se dogajale zelo nepojasnjene stvari, birokracija, od mogoče tudi kakšnih nesramnosti, do kakšnih nevednosti zdravnikovih stvari, do vsega tega smo potem prišli na Onkološki inštitut, na to paliativo, kjer je pa prvič, da je sploh dejansko tudi ostala v bolnici, da je bila v bolnici, ona je zelo mogoče ima en odpor do tega, tukaj pa. Tako da ona nima nobene kritike za čez vse to, mogoče bom jaz potem kot svojc kakšno malenkost povedala, ampak jaz sem zelo hvaležna celotnemu timu paliativne oskrbe za to, da so ji, se mi zdi, da se je malo pozdravila, ko je prišla na paliativni oddelek. In danes je zelo žal, da ni mogla priti, čeprav smo se zmenili, da bo prišla z vozičkom, vse, da se lahko potem kasneje uleže, ampak res zadnji 3 dnevi so kazali kar veliko poslabšanje. Tako da je žal ni uspelo priti in nas pa vse lepo pozdravlja. No, in mi smo veseli, da je vseeno na nek način podelila to svojo izkušnjo preko vas z nami. Dr. Ebert Moltare, slišali smo zdaj iz prve roke to pozitivno izkušnjo bolnice. Kakšna pa je dobrobit strokovnega stališča organizirane paliativne oskrbe? Zdaj mogoče preden nadaljujemo, bom rekla, z našim pogovorom, je prav, da povemo, kaj paliativna oskrba je, in to je dejansko celostna oskrba bolnika z neozdravljivo boleznijo v vseh obdobjih življenja s to boleznijo in podpora ne samo telesnim simptomom, ampak tudi psiholoških, socialnih, duhovnih. In ne nazadnje, velik del paliativne oskrbe je tudi podpora svojcem, ker ravno svojci so tisti ključni del pri obravnavi teh bolnikov v zadnjem obdobju življenja. In kaj predstavlja dobra paliativna oskrba oziroma kakšne so dobrobiti te paliativne oskrbe? Ponavadi jih vidimo v tem, da so simptomi, ki jih taka težka bolezen predstavlja, telesni, psihični, kakršnikoli, so bolje obravnavani, zaradi tega ponavadi je manj klicev urgentnih služb, manjkrat so potrebne hospitalizacije, če pa so potrebne, so običajno krajše, bolniki so vodeni tako, da grejo tudi lažje domov, imajo občutek, da so podprti, svojci so podprti in zato so te hospitalizacije res sam takrat, ko je nujno potrebno. In pa ne nazadnje so zadovoljstvo teh bolnikov in svojcev je boljše. Tudi nas, zdravstvenih delavcev, seveda, ko vidimo, da na tak način lahko uredimo takega bolnika, je tudi boljše. In ne pozabiti tudi na dejstvo, da te bolniki nažalost zaradi te neozdravljive bolezni na koncu tudi umrejo in mnogi imajo svoje videnje, želje, kje želijo preživeti zadnje dneve življenja. In to veliko bolnikov si želi, da bi umrli v domačem okolju, in kadar je paliativna oskrba pravočasno vključena in kadar lahko dejansko podpremo bolnika in svojce, tako kot si tudi mi želimo, oni želijo, dejansko ti bolniki ponavadi umrejo tam, ker si želijo, in to je največkrat v domačem okolju. Pa je paliativna oskrba, nekako se mi zdi, da je v javnosti prepričanje, da je to namenjeno samo umirajočim bolnikom že. Za koga pride v poštev?
Ja, to je kar en tak zelo zasidran mit, ki velja med družbo, da gre to dejansko za obravnavo umirajočih bolnikov, za bolnike v zadnjih dnevih življenja. Ampak mi, ki delamo paliativno oskrbo, pa ne samo v Sloveniji, to je vse posod v svetu, v mednarodnih krogih, vemo, da če hočemo delati dobro paliativno oskrbo, da jo moramo delati prej, ko so bolniki še dobri, ko se dejansko z njimi mnogo boljši, no, tako, ko se z njimi lahko pogovarjaš, kaj so njihove želje, kaj so njihove vrednote in dejansko obravnavo pa prilagajaš temu, kar ti takrat sami povedo. Ker če smo vključeni pozno, to se pravi v zadnjih dnevih življenja, takrat dostikrat niti ne vemo, kaj si bolnik želel, kakšne so želje in kako lahko najbolj optimalno takrat poskrbimo za njega. Si tudi poskrbimo, vsekakor to, kar si nekako predstavljamo, da bi bilo najbolj smiselno, ampak vsekakor je pa mnogo bolje te bolnike poznati že prej in jih pravočasno vključiti in zato je v zadnjih letih po svetu dejansko zelo, zelo veliko govora o tej zgodnji paliativni skrbi, da dejansko bolnike obravnavamo tako, kot je treba in jih spoznamo in potem vodimo do zadnjih dni življenja in pa da podpremo svojce, bom rekla takrat v času paliative in pa tudi po smrti v obdobju žalovanja. Tako kot potrebe bolnikov so tudi oblike paliativne oskrbe različne. Večina bolnikov, 80%, potrebuje osnovno paliativno oskrbo, ki jo zagotavljajo lečeči specialisti, pa tudi predvsem na primarnem nivoju zdravstvenega zdravja, patronažne sestre in pa družinski zdravniki. Gospa Renata Rajopakse, kako so v te storitve paliativne oskrbe vključeni družinski bolniki na primarnem nivoju, na kak način se vključujejo v to oskrbo? Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zdravniki v bistvu na primarnem nivoju so najbolj pomembni za paciente, da jim lahko nekako nudijo pomoč pri obvladovanju vseh težav in jim omogočajo, da ostanejo čim dlje v domači oskrbi. Torej, da naslovijo njihove potrebe čim več v domačem okolju, bi rekla skupaj z njihovimi svojci, da se čim bolj zmanjša situacija, kjer bi bila potrebna neka akutna obravnava v neki nujni službi in tukaj je v bistvu prav ta poznavanje pacienta najbolj dragoceno, ker družinski zdravnik lahko v bistvu spozna te potrebe, kaj si res pacient želi, tudi na drugi strani ali svojci lahko v teh željah tudi, bi rekla, pripomorejo dejansko uresničiti te želje pacienta. Seveda je družinski zdravnik ves čas v povezavi tudi z patronažno medicinsko sestro, ki lahko jo napoti prav na paliativni hišni obisk, kar pomeni, da ima tudi patronažna medicinska sestra potem malo več tudi možnosti, malo več časa za te paciente in velikokrat ta zdravstvena nega je zelo pomembna za paciente zaradi teh telesnih težav, ki jih lahko imajo. Poleg tega je zelo pomembna povezava z urgentno službo, ko lahko družinski zdravnik, ki ve, kako se stanje razvija pri njegovem pacientu, o tem seznani dežurne zdravnike, urgentne zdravnike, če pričakuje neko poslabšanje, naprimer preko vikenda ali v času, ko on pač nima ordinacijskega časa, seznani urgentne zdravnike, s tem jih opozori, kaj ta pacient potrebuje oziroma kakšen je ta, bi rekla, načrt, paliativni načrt pri posameznem pacientu in na ta način čim bolj, bi rekla, prilagodi to nego oziroma to oskrbo potrebam pacienta. Gospa Staša Rojten, zdaj smo že večkrat slišali tudi vlogo patronažnih sester oziroma kadra zdravstvene nege. Vi vstopate v bistvu v domove bolnikov. S kakšnimi izzivi se ob tem srečujete? Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bi v bistvu svoj odgovor nadgradila nad svoje predhodnice.
patronažne medicinske sestre stopamo v domove pacientov, tako ste vi rekla. To pomeni, da vidimo njihove zmogljivosti, njihove zmožnosti, njihov suport, okolje, svojce, koliko so oni sposobni, koliko zmorejo in na kak način bodo oni sploh lahko zdržali paliativno oskrbo v domačem okolju. Zdaj, da mi za pacienta, ki ima diagnozo neozdravljive bolezni, sploh izvemo, je običajno, da nam izbrani osebni zdravnik izda delovni nalog. Zelo zaželjeno je, da v tem primeru zdravnik na delovnem nalogu tudi opredeli, da gre za paliativnega bolnika, da so to paliativne obravnave. En velik izziv, s katerim se soočamo, je ta, da bi imeli možnost sočasnega obiska patronažna medicinska sestra in pa izbrani osebni zdravnik, da gremo mogoče prvič k pacientu skupaj, da se zdravnik pacienta seznani z njegovo boleznijo, z diagnozo, z planiranim načrtom, kaj se bo s pacientom dogajalo, kaj pri njem pričakujemo in ob tem obisku tudi patronažna medicinska sestra lahko predstavi svoj vidik. Zelo pomembno je, da pacienti vedo, da imajo vedno nekoga, na kogar se lahko obrnejo, ker izkušnje kažejo, da če paciente vnaprej pripravimo, s katerimi simptomi se lahko srečajo, da imajo naš kontakt, da nas v tem primeru pokličajo, da jim bomo pomagali, da imamo tudi mi naprej potem možnost konzultirati ali osebnega zdravnika, urgentnega zdravnika ali mogoče zdravnika na terciarju, da bomo njegove simptome reševali v domačem okolju. Ti pacienti so potem bistveno bolj pomirjeni in tudi svojci veliko lažje pristopijo k skrbi za tega pacienta. Ste želeli nekaj dodati? Če lahko res dodam, dejansko zelo veliko ali pa zelo pomembno je, če ima posamezni pacient pripravljen ta paliativni načrt, s katerim so dobro seznanjeni tudi svojci, kjer imamo lahko zelo natančna navodila, kaj naj naredimo, če ga boli, kaj naj naredi tudi svojc že, če je neka druga težava in kontaktne številke, kam se lahko v primeru, da pa to ni uspešno, obrne. In to je v bistvu zelo pomembno tudi ali pa koristno zelo, če pride morda neka nujna situacija, pride na obisk zdravnik, ki pacienta ne pozna, da ima v bistvu to zavedeno, kakšen je ta načrt, kakšno je stanje pacienta, res lahko potem bolj skladno s temi, bi rekla, s tem predlogom ravna. S kakšnimi občutki pa vas sprejemajo? So ljudje zadržani, so vas veseli? Najbrž je situacija od hiše do hiše različna. Ja, izjemno pomembno v tem primeru je, da se dejansko v oskrbo pacienta vključimo že ob postavitvi diagnoze oziroma v daljšem obdobju paliativne obravnave, ne ravno v tej terminalni fazi, ko pacientu se življenje v resnici izteka. Pacienti, svojci so nas vsekakor veseli, v nas imajo enega takega zaupnika, s katerim se lahko pogovarjajo, kateremu lahko zaupajo. Moramo vedeti, da v patronažni medicinske sestre nismo samo izvajalke ozke zdravstvene nege na pacientovem domu, ampak v bistvu tudi koordinatorice ostalih pomoči pri pacientu. Povezujemo se tako z izbranim osebnim zdravnikom, z hospicem, potem z Rdečim križem, s Caritasom. Ti naši pacienti se pogosto znajdejo tudi v finančni stiski, pride do izpada dohodka, svojci so še zaposleni, moramo se povezovati z oblikami pomoči na domu, zato da lahko ta pacient ostane v domačem okolju čim dlje, dokler sam želi. Večina ljudi si želi umreti doma, imamo pa vsake toliko časa tudi kakšnega takega, ki pa reče, da bi si pa želel umreti v bolnišnici, kjer bi bila stiska za svojce prevelika v primeru smrti v domačem okolju. In moramo spoštovati tudi to željo. Gospa Maša Ilušič, mogoče iztočnica za vas. Kako ste pa vi kot bližnja, ki ste spremljali svojo mamo oziroma še vedno spremljate na tej poti, doživljali vse te
izkušnje z zdravstvenim sistemom. Ste se počutili tudi kot svojec slišano, kako so bile pri tem upoštevane potrebe vaše družine? Ja, vse to, kar zdaj poslušam, je vse v bistvu čisto res. Veseli smo patronažnih sester, veseli smo sodelovanja z družinskimi zdravniki, vesela sem povezovanja recimo med onkološkimi oziroma med paliativnimi zdravniki in med družinsko zdravnico. Skozi pošiljamo, mogoče, če bi bil še kakšen sistem, da bi bilo kar niz vidi iz onkologije takoj dostopni družinskemu zdravniku, da ni treba recimo meni tega prenašati preuno. Tudi ko pridejo reševalci, da imam takoj kakšen list, kakšno sporočilo, da se takoj ve, da je situacija malce drugačna. Ja, to je vse v bistvu zelo pomembno, ker mogoče še na začetku smo že povedali, ampak res paliativa, mogoče za nas, ki nismo iz medicine, ne vemo, kaj to pomeni. Ko so prvi zdravniki začeli govoriti, recimo že na ginekologiji, ja, mama bo morala v paliativo. To je strah, to je paliativa. Mama si je predstavljala recimo eno sobo zaprto, brez oken, smrdečo, umirajoči bolniki, kriki. Jaz mislim, da povprečen človek ne ve, da je paliativna oskrba v bistvu ne pomeni eno hiranje, eno umiranje v enih mukah, ampak ravno obratno, dobiš eno podporo, lahko se sprijazniš z smrtjo, pogovori s svojci. V mojem primeru sicer, jaz sem doma lahko, jaz sem si lahko, kot ste prej rekli, nekateri so sami, nekateri nimajo tega. Jaz sem se za zadnjih nekaj mesecev preselila k mami, tako da je to ena podpora, potem seveda lahko tudi vse spremljam, se vem, tudi jaz pomagam, patronažna sestra mi je recimo razložila kakšne stvari, ki jih lahko potem tudi sama upravim. Tako da, ja, ne predstavljam si, kako bi bilo, kako je pri tistih bolnikih, ki podpore svojcev nimajo. Skrito rečeno, ne vem, kako bi to sploh šlo. Hvala, da ste to podelili z nami. Za kakovostno izvedbo paliativne oskrbe je pa gotovo pomembno, da imamo izkušen in izobražen kader. Profesor dr. Zakotnik, kako so vsebine z področja paliativne oskrbe vključene v izobraževanje, mogoče najprej zdravnikov? Ja, najlepša hvala za vabilo, lepo pozdravljeni. Ja, v bistvu, lepo ste povedali, jaz mislim, da že tole je namen, da demoniziramo to paliativno oskrbo. To je bistvo, to ni samo stvar zdravnikov, ni stvar sestra, to je stvar družbe. In take pogovor o tem je nujen v naši družbi, ker zagovornikov tega dejansko ni. Te bolniki potem umrejo, svojci se potegnejo vase. Nekaj so velike družbenega zagovora, da se udejanji ta paliativna oskrba strokovno. In to se kaže tudi na izobraževanju. Glejte, če gremo najprej na močene zdravnike. Izobraževanje zdravnikov je usmerjeno v naredimo vse, da bo bolnik ozdravel. To je pravilno. In ni nekako tega, zdravniki zelo težko sprejemajo poraz, lahko temu rečemo poraz, da se komunicira s svojci in z bolnikom, da se mu lepo razloži, kdaj je tisti čas, da medicina ne more več nekaj narediti. In zaradi tega je tudi mi imamo vrsto, mislim, da 46 ali 46 specializacij pri nas v Sloveniji in tudi v Evropi. 26 držav Evropske unije ima tudi specializacijo iz paliativne medicine, to je dosti nova, ampak dosti uveljavljena specializacija. Učbenik, ta Oxford Textbook of Palliative Medicine je enak učbenik kot za ostale področja. Tako da pri nas v obveznih, v dodiplomskem študiju, ravno kar sem izvedel prejšnji 2 tedne nazaj, od dekan je to povedal, da bojo zdaj vključili v obvezni del. Govorimo o obveznih, ne govorimo o prostovoljnih, ker nekako to mora biti v obveznih delih.
ker morate vedeti, vsi bomo umrli, to je neka bolezen, ki je najbolj pogosta od vseh, vsaka mala bolezen ima že svojega subspecialista, mi pa tle nimamo nobenega, seveda imamo vsi zdravniki imajo to znanje, ampak kljub temu neki strokovni vrh mora biti, ki tle se razvoj, tle je šel neprimerno tudi tle naprej, študije, klinične raziskave in novi postopki, nova zdravila, tle so veliko naredile. In mi nimamo, mislim, da imajo 3 ali 4 specializacije to v svojih, vem, da ima družinska medicina. Pol se pa pojavlja naslednja stvar, veste, ni to tisti tečaj, enotedenski tečaj kot za EKG, tu gre pa za odnos z bolnikom, to se ne moreš samo, seveda nujno rabiš strokovno znanje, nujno rabiš, ki ga lahko pridobiš na predavanjih, preko spleta in tako dalje. Ampak tu je bistveno več. In to, da bi samo z nekim tečajem, nekim tedenskim tečajem rešili to je seveda odličen začasen ukrep. Ampak to mora priti vsak zdravnik, tudi enako velja za medicinske sestre, čisto enako sam, pa če tle govorim. In nekako predlog naš je že bil pred leti, da bi nekako vse te kurikulume kliničnih specializacij, vseh zdravnikov, od družinskih zdravnikov, ki stopajo v kontakt z bolniki, vključili obvezno to vsebine paliativno skrbo. Seveda potem se pojavi problem, kje bojo vsi te specializanti pa študenti pridobivali to praktično znanje. Ker slovenske bolnišnice sicer imajo oddelke za urgentne intenzivne enote, seveda nimajo pa timov oziroma enot na Onkološkem, pa na Koroškem imajo, jaz sem že malo zdajle ven, par let iz tega, tako da ne vem, nimajo teh timov celoten, to ni samo zdravnik, se je cel tim, mogoče kaj kasneje o tem. In potem to je v bistvu kot ta Kavel 22, če veste, če nimaš tega, ne moreš imeti tunga, ker pa nimamo tega, ne bomo imeli tega. Mi moramo imeti te oddelke, moramo imeti to obvezno kroženje tega, da se to izobrazi, da se ni samo kjero zdravilo po kakšni dozi. A veste, gre za ta odnos, kako povedati, kdaj nehati, kdaj je preveč zdravimo, to se seveda dogaja, se veste, kako v družbi. In to izobraževanje je zelo pomembno, ker s tem izobraževanjem bomo tudi zagotavljali neko enakost po Sloveniji. Veste, ni dobro, če samo ena regija ali pa sam nekje, ni prav, dober je, ampak ni prav, ampak nekako po Sloveniji moramo to zagotavljati. In jaz mislim, da je čas, da se mi nekako res te regijske, te paliativni timi enote po bolnišnic imamo zelo veliko v Sloveniji, ne govorim, da bi kakšno ukinjali, ne narobe razumeti. In iz tam dol, potem je seveda družinska medicina bistvena, ampak kot rečeno, 80% uredi ta primarni nivo, 20% pa je treba dodatna pomoč. Tako da bistveno to izobraževanje, ne vem, če sem dobro povedal, je, da se cela ta piramida in mreža vzpostavi, drugače vse stajali na papirju. Jaz sem ravno prinesel s seboj, tam imam v mojem ruzaku, akcijski načrt paliativne oskrbe, ki smo ga delali s strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije 2009. Marca 2009, 2 dni, 100 ljudi je bilo v tej dvorani v Monsu, tam je vse napisan, vlada ga je pa sprejela skupaj s tem državnim programom in če greste čez tiste točke, kje bi kljukica bila, kje ne bi bila, dolgoročni ukrep, so zdaj že to 13 let od takrat, od 2010, recimo 10 let je bil tist nekako, da bi v 10 letih to specializacijo potem uvedli. Tako da tle so luknje, bilo je narejeno zelo veliko v tem času, ne me narobe razumeti, sam jaz mislim, da to itak, to je zgodba brez konca, ker napredek je tle velik. Ne vem, mogoče sem bil predolg, mogoče sem kaj vsem povedal,
kar jaz mislim, da je bilo prav. Podvprašanje za vas, gospa Renata Repak, se zdravniki, s katerimi v vašem zdravstvenem domu čutijo opolnomočene za to delo, mogoče pogrešajo kakšno dodatno podporo tudi v smislu izobraževanj ali pa sodelovanja s kakšnim drugim zdravstvenim nivojem ali ustanovo? Ja, če za začetek povem, da dejansko se je v zadnjih 10 letih možnost pridobivanja znanja na tem področju bistveno izboljšala, kot je bila, ne vem, več kot 10 let nazaj. Več je nekih izobraževanj, nekih modulov, tečajev, tako da bi rekla, je možno danes pridobiti znanje lažje, kot je bilo v preteklosti. Bi pa dejansko pogrešali pravzaprav to, kar je profesor Zakotnik rekel, se pravi, da bi res bilo to obvezno. Zdaj trenutno je obvezno, kakor jaz vem, na področju že vključeno kot obvezna vsebina v kurikulum specializacije iz družinske medicine in iz urgentne medicine. Iz urgentne je bilo v bistvu še prej kot družinska. Tako da recimo bi rekla, da imamo ta pool mlajših zdravnikov zdaj na teh dveh področjih vsaj deloma, bi rekla, pokritih z to vsebino, ampak sta tukaj dve stvari. Eno je, da moramo pravzaprav to znanje nekoliko poglobiti pri vseh ostalih, bi rekla, malo starejših zdravnikih, ki pač tega izobraževanja do zdaj niso bili še deležni, da bi tudi njih lahko malo, da bi jih lahko bolj opolnomočili, recimo na primarnem nivoju vsaj za to začetno oskrbo, in pa na drugi strani, da bi tudi ostale specializacije, kot je rekel profesor Zakotnik, zdaj na neki poti do samostojne specializacije, vsaj tudi v ostale specializacije vključili te vsebine, ker mi na primarnem nivoju pogrešamo predvsem to ureditev paliativne oskrbe na drugih področjih, torej na ne rakavem, ne onkoloških področjih, ampak na področju drugih specialnosti, ker moramo vedeti, da v bistvu v vsaki stroki je neka skupina pacientov, ki bi potrebovali paliativno oskrbo. Od nefrologije, nevrologije, hematologije, gastroenterologije, kardiologije, kamorkoli pogledamo, so nekateri pacienti, ki bi jim takšna zgodna, bi rekla, neka vključitev v neko paliativno oskrbo zelo koristila, ne, zato da bi dejansko, tako da bi bilo najbolj primerno za njih poskrbeli, ne. In tukaj je nekaj, kar mi zelo pogrešamo, ne, sploh recimo na območju Ljubljanske regije, odkar je v bistvu zdaj ustanovljen mobilni paliativni tim na Onkološkem inštitutu, smo mi zelo srečni, ker saj za onkološke paciente vemo, da je tista sekundarna oskrba zagotovljena. Če smo mi v stiski na primarnem nivoju, kako zdaj nek kompleksen problem pri pacientu rešiti, se vedno lahko posvetujemo, večina teh bolnikov jih že sami nekako vključijo v to oskrbo in imajo tudi, bi rekla, velikokrat že seveda tudi ta paliativni načrt, tako da res, bi rekla, nekako skupaj veliko lažje lahko poskrbimo za te paciente. Se pa kar soočamo s težavami pri pacientu, ki ni onkološki, že v začetku, že samo s tem bi rekla dejstvom, kako pravzaprav tam nekako ni neke definicije, kdaj je na posameznih teh področjih resnično, bi rekla, nek pacient, da se bi rekla, ugotovi, da je za njega morda najbolj primerna ta paliativna oskrba, ne. Se pravi, že tukaj se srečamo s težavo, če pa potem pri pacientu ugotavljamo, da je pa, bi rekla, predviden za takšen način obravnave, je pa težava, ker tima, ki bi se bolj ukvarjal z ostalimi področji, pač še nimamo na našem območju in je potem mogoče malo zapleten ta postopek, ker lahko zaprosimo njih, ampak moraš pač neko napotitev, neke obrazce izpolniti, oni triažo naredijo in je to mogoče tako iz stališča naših zdravnikov, ki so to poskušali, se s tem soočali, se jim je zdelo, da je to pa malo zapleteno, malo predolgo, da bi v bistvu ta drugi pol bilo nujno potrebno še urediti, ne. Drugače pa ja, ta šola za paliativno in hospic oskrbo, ki tudi poteka tečaj, kako se mu reče pravilno, je zelo, bi rekla,
pri nas je zdaj bila ravno Karen, naša kolegica, družinska zdravnica, in je res pohvalila, je pa, tako bi rekla, kot časovno in finančno morda je nek zalogaj, ne vem, tu za zdravstveni dom, za, bi rekla, tako veliko število zdravnikov, ki bi to še potrebovali organizirati, tudi na strani organizatorjev kapacitete težko zagotoviti za takšno število družinskih zdravnikov, tako da tukaj vidimo, ne vem, morda neko možnost, da se vsaj morda lažje organizira neke krajša srečanja, pa da so bolj ciljano neke vsebine, morda tiste najbolj nujne za začetek pokrite s tem, da morda lažje širši krog vsaj do neke mere hitreje opolnomočimo. Doktorica Iber-Mortara, zdaj smo že večkrat slišali izraz paliativni tim. Morda najprej, kdo ga sestavlja? Kaj vsebuje ta ekipa? Koga? Ja, paliativni tim, bom rekla, po definiciji sestavlja ne samo zdravnik pa medicinska sestra, ampak so v to konec koncev vključeni tudi drugi zdravstveni sodelavci, kot so psihologi, socialni delavci, dietetiki. Pač obravnava je vedno potrebno prilagoditi individualnemu bolniku, glede na to, kaj najbolj potrebuje, in vključiti tiste ljudi, ki mu lahko pri temu pomagajo. Tako da naš tim je lahko zelo širok. Na naših jutranjih sestankih nas ponovadi sedi tudi po 20 ljudi, zato da pogledamo za vsakega bolnika individualno, kje lahko kakšen izmed nas naredi tisto dobro stvar še dodatno zraven ali pa ideje izmenjujemo. Tako da ta tim je lahko širok. Seveda to predvsem na teh oddelkih za akutno paliativno oskrbo, ki jih imamo na terciarnem nivoju, ko imamo res veliko teh sodelavcev na voljo. V drugih bolnišnicah so pa te timi mogoče malo bolj okrnjeni, tam včasih že manjkajo že te osnovni kadri, ki bi jih nujno potreboval paliativni tim. Recimo nekatere bolnišnice nimajo niti psihologa, nekatere nimajo socialnega delavca, ampak vsi te bi mogli biti sestavni del teh paliativnih timov. Tako da, ko se mi zdaj pogovarjamo, kako si želimo organizirati paliativno oskrbo po Sloveniji, ker kaj je naša želja? Naša želja je, da bi dejansko vsi bolniki, ne glede na to, kje so doma, iz katere regije, ne glede na to, kakšno neozdravljivo bolezen imajo, ne samo rak, ampak tudi ostali, da bi imeli na voljo svetovanje, podporo teh specializiranih timov, ki bi vsebovali ne samo zdravnika pa medicinsko sestro, ampak tudi druge zdravstvene sodelavce. To se pravi, kjerkoli, kadarkoli je to za bolnika potrebno. In potem to obravnavo dejansko skozi čas prilagoditi. Bom rekla na začetku, mogoče so taki bolniki lahko obravnavani v okviru ambulant za zgodnjo paliativno oskrbo. Če pride v tej obravnavi kdaj do kakšnih zapletov, ki potrebujejo tudi bolnišnično oskrbo, da je na voljo v vsaki regiji tudi taka bolnišnična, lahko rečemo, kar mini enota. To ni treba, da so veliki oddelki. Na Onkološkem inštitutu naš oddelek ima 7 postelj in zagotavlja res tisto optimalno, ne potrebujemo bistveno več ali pa bistveno manj postelj, to je tisto, kar dejansko za to specializirano paliativno oskrbo je dovolj. In to niso samo naše izkušnje, ampak to so tudi izkušnje iz tujine. Za približno take bolnišnice je tudi drugod približno tak posteljni fond čisto zadostuje. Naše hospitalizacije so običajno kratke, ker bolniki pridejo z nekimi težavami, ki jih razrešiš v nekaj dnevih, in ležalna doba pri nas je že vsa leta, odkar obstaja naš oddelek, 5 do 6 dni, tako da dejansko se bolniki pridejo, da razrešimo težavo in so potem odpuščeni v domačo oskrbo. No, če pogledamo potem skozi potek bolezni, pridemo iz ambulantne obravnave, občasno bolnišnične obravnave, potem lahko pa tudi v to zadnjo obdobje, ko je pa za bolnika obisk bolnice ali pa ambulante lahko prenaporen, ker dejansko mu povzroča že samo zato, da se usede v družinski avto ali pa celo v reševalcu, mu postane naporno, težko, lahko so bolečine v ospredju, lahko ga duši, so težave, da pride v zdravstveno inštitucijo. In takrat je pa prav, da imamo tudi vse povsod v vseh regijah na voljo tudi te mobilne paliativne enote,
s katerimi se mi usedemo v avto in pridemo do bolnika in bolniku pomagamo na domu. Tako da, ko je bolnik preoslabel, da pride, bom rekla, do bolnišnice, takrat je prav, da pride bolnišnica do njega in da mu na tak način pomagamo. Vse ogromno tukaj lahko naredijo družinski zdravniki in patronažne sestre, tako smo že slišali, in tudi to res veliko se dogaja in je, bom tako rekla, brez tega osnovnega primarnega nivoja zdravstva paliative sploh si ne moramo zamišljati, ampak tudi oni, recimo zdravniki, dostikrat nas pokličajo za kakšne konzultacije in ti najboljšo konzultacijo lahko daš, če tudi tega bolnika sam vidiš in potem veliko lažje ta obravnava v nadaljevanju steče. S patronažnimi sestrami smo pa itak vedno non-stop na vezi, zaradi tega, ker one so tiste, ki bolnika res najbolj tesno spremljajo v domačem okolju. Tako da ta izkušnja, da smo mi v letu 2021 tudi prišli do tega, da smo imeli možnost ustanoviti mobilno paliativno enoto, je za našo specializirano paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu dejansko zelo veliko pomenili. Mi imamo specializirano paliativno oskrbo že od leta 2007 na Onkološkem inštitutu, ampak to je bil pa samo še en res tisti kamenček v mozaiku, ki je dal piko na i v vsej tej strukturi, ki jo izvajamo, da lahko bolnika podpremo dodatno na domu, podpremo družinskega zdravnika, patronažno sestro, da to, kar delajo, da delamo vsi skupaj nekako v dobrobit bolniku in mu pomagamo v oskrbi v obdobju zadnjih tednov, dnevov življenja. Tako da naše izkušnje so, kar se tiče mobilne enote, zelo pozitivne. To bi, čeprav razumem, optimalno bilo, da bi bilo v vsaki regiji vsaj ena za neko enakopravno oziroma enakomerno dostopnost. V bistvu je tako, v osrednji Sloveniji, kjer imamo 550 000 prebivalcev, imamo zdaj eno delujočo mobilno paliativno enoto in lahko vam povem, da zadnje mesece, ko smo postali kar precej prepoznani, ko se pač iz ust do ust se širi ta dober glas, smo zdaj prišli do te točke, da dejansko ne zmoremo več pomagati, koliko bi si mi želeli, da bi bili pri teh bolnikih tako pogosto, kot bi res potrebovali. Tudi sam državni program iz leta 2010, ki je nastal na osnovi izkušenj iz tujine, govori, da bi ena mobilna paliativna enota naj bi oskrbovala 100 000 do 150 000 prebivalcev. To se pravi, če samo za osrednjo Slovenijo bi rabili vsaj 4 take mobilne enote, da bi nekako kvalitetno lahko pokrili naše potrebe. Moramo pa tudi vedeti, da v naši Sloveniji, osrednja Slovenija ima eno mobilno enoto, Gorenjska regija ima eno mobilno enoto, Novo mesto ima uradno eno mobilno enoto, morate pa vedeti, da noter niso zdravniki, ki delajo lahko to vsak dan, ampak mogoče enkrat, dvakrat tedensko. Podobno je tudi v drugih regijah, kjer to izvajajo, kot je Maribor in pa Murska Sobota. Ste pa slišali zdaj, da marsikatere regije sploh nisem omenila in to so pa tiste regije, kjer jaz pravim, da so velike črne luknje, kjer je teh potreb res ogromno, ker tle se znajdejo v stiskah zelo pogosto tudi družinski zdravniki, patronažne sestre, ker se ne vejo, na koga se obrniti, kako pomagati takemu bolniku in včasih pride tudi do teh žalostnih zgodb, da dejansko zelo slabe bolnike na vrat na nos se pele, bom rekla, iz Izole do Onkološkega inštituta in potem zelo v slabem stanju taki bolniki pridejo do nas. Tako da nujno rabimo po vseh regijah take specializirane enote, mobilne enote absolutno, ampak mobilne enote, ki bo imele v ozadju tudi podporo bolnišnic, kjer bo neki manjši mini oddelki, tudi za izobraževalne namene, ampak predvsem rečemo številka 1 za bolnike, kjer bo funkcionirala tudi ambulanta, kjer bo funkcionirala tudi konziliarna služba za celo bolnišnico in pa ne pozabiti tudi konec koncev na ta naš telefon, 24-urni telefon, ki smo ga mogli zagotoviti, ko smo podpisali ta program mobilni paliativni tim. To je eno stvari, ki jo imajo bolniki ali pa še bolj mogoče svojci
res kot veliko dobrobit, ker nas imajo na voljo, da nas pokličejo, kadar je potrebno, in marsikaj lahko razrešimo tudi preko telefona. Ne vse, ampak marsikaj pa lahko, in ta 24-urna številka je res velika dobrobit tega programa. Gospa Maša, ste se že kdaj morda obrnili tudi vi na ta telefon na Onkološkem inštitutu? Ja, seveda smo se večkrat, ampak mogoče bi samo eno čist kratko anekdoto, kaj ta paliativni tim, čist konkretni primer, kaj ta paliativni tim dejansko pomeni. Preden je bila mama vključena še čisto v to, se je zgodilo, onkološka bolnica ima raka v mali medenici, se je zgodilo, da je iz nefrostome, to je taka cevka, kjer izteka urin, se je zgodilo, da je začela neko noč zamakati. Mi še nismo bili takrat v paliativnem timu, oziroma še ni obiskal na dom, tako da še nismo imeli kontakta z zdravnikom. Na kratko bom povedala, bili smo na urgenci 3 noči zapored. Meni, ki imam migrene na svetlobo, je bilo zelo težko obdobje. 3 noči zapored, niso mogli razrešiti. Osebna zdravnica je bila na dopustu, smo preko druge zdravnice tudi odlične, smo dobili to napotnico, na urologijo, na z radiologi smo se posvetovali, ki ustavljajo to. Skratka, 3 dni nismo, jaz tudi nisem vedela, zdaj to iztekanje, to pomeni, da izteka tudi v telo, a je to smrtno nevarno, imela je tudi mama težave s srcem, zaradi vseh teh povezav, se potem kasneje vse izve. Skratka, 3-4 dnevi so bili res grozljivi. Tudi na tej telefonski številki smo klicali, sicer neki so vedeli, neki ne. Potem se je pa zgodilo, potem smo to seveda uredili, ampak čez 14 dni smo pa dobili prvi obisk paliativnega tima na dom. Smo se spoznali z zdravnico Mehletovo, super, z mamo sta se takoj ujele, res to, kar si pravimo, to moraš biti človek za to. In potem smo bili nekako v tem sistemu paliativnega tima in ko se nam je to zamakanje zgodilo prejšnji petek, zjutraj, prejšnjič, ko se nam je to zgodilo, smo še tudi s patronažnimi sestrami, patronažne sestre so klicale zdravnike, svoje veze uporabljale, dobili smo telefonsko številko patronažne sestre, da nam je, skratka, res, ta prvič je bilo grozljivo, da drugič sem samo poklicala na to telefonsko številko, so takoj posredovali, da je prišla doktor Mehletova, čez 1-2-3 ure, glih tisti dan je bila na terenu, je poklicala, je prišla, se je vse zmenila z radiologi, z unim, mamo so čez par ur dal v bolnico, vso birokracijo opravlja, ker birokracija, mogoče tudi o tem nismo, je grozljiva, kje sprejeti človeka, kako sprejeti, ta napotnica, to ne, tudi jaz kot svojka priznam tega sistema še ne obvladam, ampak skratka zadeva je bila rešena v 12 urah, mami so zamenjali celotno cevko, vse, niti čez noč ni bilo treba ostati, ker ni hotla, in je bila zadeva za paliativnim timom rešena v 2 urah, tisto, kar smo recimo prej brez paliativnega tima, ker se je vsak, moram priznati, vsak se je trudil po svojih močeh, ampak noben ni imel tega celotnega kompleksnega sistema, ne družinska zdravnica, ki je nadomeščala, ne patronažna sestra, ki je nadomeščala, ne vsi te specialisti, ne na urgenci, nobeden ni imel celotne slike, tukaj pa evo v parih urah zadeva rešena in zame sproščujoče in za mamo res izkušnja, da se zdaj, marsičesa se zdaj manj bojimo, in jaz in mama. Doktor Zakotnik, nekaj ste želeli dodati? Ja, jaz bi morda, hvala za tole res plastičen prikaz, kako grejo stvari v praksi, kako potekajo noči, cele noči z mamo na urgenci, prvo noč, drugo noč, mogoče ena cela vrsta izvidov narejenih, slikan mogoče, ne govorim za vaša mama, mogoče tudi, ker pač zdravniki so subspecializirani in ne dajo vse, zato je. Ampak jaz ne bi tle o trpljenju govoril vaše mame in vseh takih, ki tako delajo in vas, ki ste tam mogli letati na potnice levo, desno. Mogoče pa tisti, ki izračunavajo stroškovno učinkovito zdravstvenega sistema, lahko samo na tem primeru vidijo, koliko milijonov evrov gre mesečno za
pustimo trpljenje zdaj, čeprav ti se je bolj pomembno. Ne. Ampak koliko milijonov evrov gre za to, ker paliativna oskrba ni tako organizirana. Jaz ne govorim samo za bolnike z rakom, jaz govorim za vse bolnike zdaj. Ker ste že vi izpostavili, tam je še kar črna luknja na tistem delu onkološkem večja. Ampak koliko bi trpljenja prišparali, koliko bi kadrov prišparali, zdaj so jih koliko 5-7 specialistov gledali verjetno, ali pa 8. Ne? Vsakega gledal je porabil pol ure, 1 uro, laboratorij, en, drug, slikanje, tretje, veste, poseg, ne. To pa tisti ekonomisti, ne, zdravstveni, ki to pa znajo zračunati, bojo pa takole rekli, to mu pa jutri vse uvedeli, ker mu prišparali, po moje, 500 milijonov na let v slovenskem zdravstvu. To znajo zračunati. Jaz zdaj govorim zelo na pamet. Ampak na takem primeru se take stvari pa vidijo in mogoče bomo preko tega bypassa prišli prej do preko finančnega mehanizma. In tle se pa stvari znajo zračunati in eni se s tem bavijo, ne, s temi ekonomskimi evaluacijami. Gospa Staša Rojten, slišali smo že dr. Ebelt-Multara, da se glas o mobilni paliativni enoti širi od ust do ust, da je nekaj več poznavanja teh storitev paliativne oskrbe. Kako pa vi opažate na terenu? Ljudje poznajo, vejo, kaj pomeni paliativa? Gospa Maša Ilušič je uvodoma že nakazala, da v bistvu je bila to velika neznanka, ko so se prvič srečali s tem. Ja, jaz moram povedati, da jaz osebno prihajam iz Črne luknje, ne, tam, kjer možnosti sodelovanja s paliativnim mobilnim timom vsekakor nimamo. Tako da bi rekla, da če se že navežem prej na izobraževanja in na vse povedano, izobraževanje, znanje, sodelovanje, povezovanje, to je bistveno ključno pri vseh deležnikih, vseh izvajalcih v zdravstvenem sistemu in potem pacient, svojci in tudi širša lokalna skupnost, ki se vključujejo v skrb za pacienta. Na območjih, kjer lahko patronažna medicinska sestra oziroma izbrani zdravnik sodelujeta s paliativnim mobilnim timom, moram povedati, da jih zelo pozdravljajo, da so zelo veseli, da se na njih lahko obrnejo. Si pa zelo želijo tega sodelovanja, da se mogoče malo bolj med sabo povežejo, da včasih opravijo, tako sem že prej rekla, skupni obisk, izbrani zdravnik pa patronažna medicinska sestra, da mogoče paliativni mobilni tim kontaktira patronažno medicinsko sestro na tem terenskem območju, da opravijo istočasni obisk pri pacientu. Zgodi se včasih, da mogoče paliativni mobilni tim pri pacientu načrtuje določene aktivnosti, mogoče se pričakuje obisk patronažne medicinske sestre 2-3 dnevno, v bistvu smo pa mi zelo omejene ze strani zavarovalnice, koliko obiskov lahko pri pacientu v enem dnevu opravimo, da ne govorimo o tem, da smo patronažne medicinske sestre trenutno tudi na letni ravni omejene, koliko obiskov lahko opravimo. Se pravimo, če presežemo kvoto teh obiskov, nam ti obiski z strani zavarovalnice niso pokriti. Pacienti na območju, kjer so paliativni mobilni timi dostopni, marsikje za njih vejo oziroma jih z njimi seznanijo ali patronažne medicinske sestre ali izbrani zdravnik, pogosto pa so že seznanjeni mogoče, ko prihajajo iz onkološkega inštituta in se že tam spoznajo z možnostjo obiska paliativnega mobilnega tima. Teda mogoče splošna javnost malo manj ve o dostopnosti, ko pa pacient vstopi v sistem, pa tam, kjer so dostopni, mislim, da se kar zelo radi vsi povezujejo z njimi. Ena omejitev, omenili ste jo strani zavarovalnice oziroma plačila. Kako je pa z kadrom? Vas je dovolj? Veliko slišimo o tem, da manjka v celotnem sistemu zdravstva zdravnikov, medicinskih sester. Kako je pa pri vas? Ja, vse te stvari so močno zatečeno stanje. Tako je že
prej gospod Branko tole omenil, da že od leta 2009 ta program paliativne oskrbe, ne, tudi standardi in normativi ležijo v predalih Ministrstva za zdravje, pa vsaka garnitura jih mal preloži, pa mal v roke vzame, pa spet odloži. Vsekakor nas je premalo oziroma premalo število patronažnih medicinskih sester glede na število prebivalcev. Nekako bi naj bilo okrog 2000-2200 prebivalcev na eno patronažno medicinsko sestro. Po starem zakonu 2500, ampak se trudimo, da bi bila območja razdeljena na ruralna, semiruralna in pa urbana, ker vemo, da v nekaterih območjih patronažna medicinska sestra lahko porabi tudi 15, 20 ali 30 kilometrov do pacienta in je poraba časa v prevoz bistveno večja, kot pa recimo v Ljubljani, kjer je v radiju 1 kilometra celo terensko območje te patronažne medicinske sestre. Teda vsekakor smo preobremenjene, dela je veliko, vedno več je dela, vedno več je pacientov, ki potrebujejo našo pomoč in pa seveda vedno bolj se stremi k temu, da pacient ostane v domačem okolju čim dlje. Zdaj, če govorimo o paliativnih bolnikih, o bolnikih, ki imajo postavljeno diagnozo raka, pri teh pacientih lahko rečemo, da bodo umirali v domačem okolju. Potem pa so še vsi ostali pacienti, pri katerih pa je to širše obdobje paliativne oskrbe in ta pacient mogoče ne bo zmogel biti v domačem okolju, ker nima suporta družine, širše okolice. Pri teh ljudeh se potem načrtuje domska oskrba, kjer pa vsi vemo, da so čakalne dobe tudi bistveno predolge. Gospa Maša Jelušič, vi ste veliko lepih besed že povedali o tem, o vaši izkušnji. Kaj pa mogoče pogrešate, česa bi si želeli več? Česa bi si želela več? Vedno je fino imeti več obiskov na domu, to vsekakor. Mogoče bi si več podpore želela že prej, v prejšnjih, vsekakor v prejšnjih, pri raznih specialistih in pri tem, predvsem pa, če smo že zdaj pri paliativi, bi si želela, da bi mogoče, kot je bilo že rečeno, da bi se ta demonizacija paliative, ker jaz sem se zelo bala paliative in tudi mama se je zelo bala, da bi šlo to stran. Zdaj, moja mama kot latinski človek se pravi paliare, pomeni prekriti, zakriti, ne, to je nekaj, kar moramo dati stran očem in mogoče pa bi bilo za celotno družbo, umiranje ni nujno nekaj groznega. Umirajoči človek tudi bere, ima zanimanja, se pogovarja, ima živo življenje, to ni zdaj, verjamem, nekateri bolniki lahko to izkušajo, ampak celotna paliativa, kot smo že rekli, to ni, kasneje sem potem tudi izvedela, recimo, to ni zdaj par dni ali pa par tednov, to lahko traja tudi več let, paliativna oskrba. In v tem času človeku omogočiti v bistvu življenje, to ni, mi mu ne omogočimo umiranja, mi mu omogočimo življenje. In to mogoče bi si želela, ja, da bi se to, da bi šla ta stigma mogoče dol in da bi kot družba malo bolj sprejeli to, ker se pa tiče same paliativne oskrbe, pa ker se tiče samega tima in to se pravi, ne razen toliko, mogoče malo manj birokracije in vsega tega, ampak drugače pa tako naprej vidim, da vse to, kar smo zdaj povedali, so cilji zelo dobro zastavljeni in vse in upam, da bo šlo to povezovanje in da bo šlo vse to v to smer naprej. Veseli smo, da imate tako izkušnjo. Doktor Zakotnik, vas bi pa vprašala, kot dolgoletni koordinator državnega programa za obvladovanje raka, tudi celo kariero ste delali kot onkolog. Kako ocenjujete, je prišlo do kakšne spremembe v razumevanju strokovne javnosti zdravniške glede pomena paliativne oskrbe? Ja, prej, ko sem rekel dedemonizacija, nisem mislil samo na splošno javnost, jaz sem mislil tudi na strokovno javnost. Ker mislim, da obe te javnosti rabita to destigmatizacijo paliativnega dela življenja. Ne bomo rekli umiranje, paliativnega dela življenja. In
Mogoče na področju onkologije, to je tradicionalno. Nekako vse članke, ki gledate, približno 60% bolnikov, ki so vključeni v paliativno oskrbo, so onkološki bolniki, 40% so pa neonkološki. Nekako so take številke, seveda te procenti se gibljajo nekaj gor in dol. In kako bi k temu pristopili, mislim, je že, da se pogovarjamo o tem v javnosti, da organiziramo na ta način, kot smo se zdaj govorili, paliativno oskrbo, da so ljudje seznanjeni, že to bo zelo veliko pripomoglo s temu destigmatizaciji strokovne in splošne javnosti. Tako da jaz mislim, da tlele res moramo o tem govoriti, samo s samim zgovorjenjem ne bomo, tudi ta palilalija, se reče, dosti naredili. Tle treba iti kar na te, enostavno, vsaka bolnica, ki ima intenzivno enoto, mora imeti tim in enoto za paliativno oskrbo. In potem bo to samo po sebi šlo. Oni bo potem del paliativnega mobilnega tima, potem bo imeli družinski zdravniki, patronažne sestre nekam se obračati ali bolnike pošiljati. Te bolniki bojo imeli ta načrt paliativni, to ni nekaj tazga, kot se moram reči, tale epidemija je razgalila zelo veliko travm človeških tlele v našem prostoru. Groza, paliativni načrt je bilo, katastrofa, mislim, kaj vse smo govorili v času epidemije. Prostite, da se smejim, ampak to ni smešno. Ampak, te stvari so in samo s tem, da se pri glavi se začne, vse ostalo se bo postavilo. Glava pol, pa znanje, seveda, brez znanja je to. Tako da tako se jaz predstavljam, kako bi to destigmatizirali družbo in strokovno javnost. Seveda. Se upravičujem, sem prej potem pozabila povedati, ko ste me vprašali, če je nas dovolj. Ko sem omenila po stari zakonodaji 2500 prebivalcev na eno patronažno medicinsko sestro, mi smo zdaj v roku 2-3 let dobili dodatne time patronažne službe na terenu na osnovi centrov za duševno zdravje odraslih in pa otrok in mladostnikov. In tam, kjer so ti centri v teh regijah, kjer so zaživeli, tam je sedaj nekje 2000 prebivalcev na eno patronažno medicinsko sestro in v teh regijah, tudi če prihajamo iz Črne luknje, tako smo prej omenili, imamo zdaj na terenu možnost obiska psihologa ali psihiatra pri pacijentu na domu. Seveda ob postavitvi ene psihiatrične diagnoze, kar pa vsekakor pri paliativnih pacijentih ni problem, ker če že nič drugega, tesnoba, anksioznost, vse te diagnoze se potem lahko povežemo z temi timi. Medtem ko na območjih, kjer pa ti timi še niso zaživeli, pa lahko ena patronažna medicinska sestra pokriva tudi do 3000 prebivalcev, kar pa je res izjemno veliko in včasih tudi težko obvladljivo. Tako, čas nas je pregnal, tema je zagotovo pomembna, prepričana sem, da bomo o njej še govorili. Izhodišča so več kot očitno dobra, načrt za delo je, tako da jaz mislim, da bo tudi ta današnji pogovor, pa vsi, ki bodo gotovo še sledili, dobra popotnica za nadaljne delo. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so nas danes spremljali, še posebej pa mojim sogovornikom, brez katerih današnjega srečanja ne bi bilo. Hvala vam, da ste delili svoje izkušnje in razmisleke. Jaz v imenu Slovenske tiskovne agencije želim tudi uspešno izvedbo prihajajočega kongresa paliativne oskrbe, ki bo v petek. Želim vam vse dobro, lepo vas pozdravljam in nasvidenje.